Zdravo. Zdaj, za začetek prosim, če se predstaviš z imenom pa priimkom in pa poveš, zakaj si se včlanila v Mastercard Športno akademijo. Zdravo, moje ime je Karolina Zbičajnik, treniram atletiko. V Športno akademijo sem se pa v bistvu vpisala, ker mi je to predlagal moj terapevt, ki je v bistvu tudi sodeluje z vami in pač je, kakor me pozna, je v bistvu ocenil, da bi mi akademija pomagala pri moji nadaljnji poti. Kateri od 6 temeljev, ki se jih bomo učili in se jih učimo, se ti zdi najbolj pomemben in zakaj? Ja, jaz mislim, da so v bistvu vsi temelji ful pomembni, ampak če bi mogla za enega izbrati, bi mogoče rekla športna psihologija, ker tako pravijo, vse je v glavi in v bistvu to, kar si rečeš, to pol v bistvu tako tudi moraš narediti. Kakšni so tvoji cilji v športu in pa nasploh? Ja, moji cilji so v bistvu, da bi bila atletika del moje kariere tudi v prihodnosti, da bi postala vrhunska športnica, da bi lahko potovala po večjih ligah, se udeleževala največjih tekmovanj. Za letošnjo sezono posebej evropsko prvenstvo, za prihodnost pa bomo videli, kam bo ponesla pot. Možnost druženja in komunikacije z istomislečimi športniki. Kaj meniš, se ti to zdi prednost in če je, zakaj? Ja, definitivno je prednost, ker vsak športnik razmišlja na svoj način, vsak se ukvarja s svojim športom in ko se pač mi družimo, pogovarjamo, se lahko kaj novega naučimo, kako recimo drugi športniki razmišljajo, pa ja, je to tudi prednost. In kaj bi lahko bila tvoja največja slabost? Mogoče, da hočem vedno zmagati, pa da mi je v bistvu vse najbolj pomembna zmaga in pol, ko pride do poraza, me to malo podre, ampak sem se v bistvu z leti naučila, da so porazi v bistvu samo tisti plus, ko ti da še dodatni zagon, pa vidiš, kaj delaš narobe. Prednost pa? Prednost pa mogoče tudi to, da sem ful tekmovalna, na tekmi dam vedno vse od sebe, sem zagreta, imam motivacijo, disciplino. Dobro. Pri katerem temelju imaš največ prostora za napredek? Se mi zdi, da imam kar na vseh področjih, pač ne bi težko določim za enega, se mi zdi, da pač pri vseh imam še prostor za napredek. Mogoče športna psihologija, kako se recimo pred tekmo, da imaš čim manj stresa v normalni meri, pa mogoče preventiva pred poškodbami.